Torej, še vedno mož svoje žene, ne, ki je nerodno me predstavlja. Se potem moram sam. Skratka se vse piše, nekaj razlagam. Mislim, da se nekaterih obrazov spominjam že z naših prejšnjih srečanj. Zadnje je bilo o gospodarskih krizah skozi čas, zelo podoben naslov. Tudi, ne smem prezgodaj povedati, zakaj gre. Tudi gospodarske krize in inflacije so povezane stvari. Enkrat je eno malo prej inflacija, pa potem kriza nastane zaradi inflacije. Enkrat je kriza, pa poskušajo krize se znebiti z inflacijo. Skratka, ni čist jasno, kaj je kokoš in kaj je jajce pri teh dveh povezanih stvareh. Zdaj se bomo bolj osamili ali osredotočili, da je lep slovenski izraz, na inflacijo, sem hotela pa tudi o krizi, kakšen spomin povedan. Inflacija, latinska beseda, če pogledamo Bradačev latinsko-slovenski slovar, je to vzkipevanje, naraščanje, bolj nekako bi povezal to mogoče z angleško besedo floods, ki je ravno tako latinskega izvora prek francoščine in pomeni poplavo. Skratka, nekaj velikega, pa ne posebno imenitnega, poplava je precej škodljiva stvar. Zdaj, v gospodarstvu je to sila pomembna stvar, vpliva pa inflacija na vse življenje ljudi. In če pogledam obraze, bi rekel, da vsaj polovica od nas se inflacije živo spominja svoje kože. Če pa sedanjim svojim študentom začnem kaj pripovedati o inflaciji, me pa gledajo kot extraterrestrial nekaj, ker je generacija sedanjih 20 do 25 letnikov ni več vajena inflacije. In po moje, če bi zdaj inflacija izbruhala, sploh ne bi znali živeti, tako kot smo mi zdaj, kar lepo živeti. Kako z inflacijo je? Če prehuda je hudo, če pa je majčkena, in majčkena je merjena v odstotkih rasti mase denarja, tako je razložil, kaj natančno mislim s tem, in če je ta odstotek 2% letno, potem ekonomisti štejemo, da je to nekaj zelo pozitivnega. Vsak čas razložil, zakaj je to tako. Če je inflacija že dvoštevilska, kar je stvar, ki je ne poznamo več, da bi bila recimo 11-odstotna, 20-odstotna, tromestno do 200 se še nekako gre, potem imenujemo to galopirajoča inflacija. Zelo visoke stopnje inflacije, bomo videli, kakšne stopnje so bile v zgodovini, pa je hiperinflacija, kar je grško-latinska kombinacija v besedi. Vzrokov za inflacijo in potem teorije, ki razlagajo inflacijo, je, tako kot vseh teorij, sila veliko. Jaz se bom osredotočil pravzaprav na eno samo tako imenovano kvantitetno teorijo denarja, se pravi, da inflacijo povezujemo s količino denarja, ki je v obtoku. Torej, inflacija je, najkrajše možno povedano, preveč denarja v obtoku. Drugače so pa različne teorije, kar zdaj hitro odkljukajmo, se jih ne bomo več lotevali, recimo angleški izrazi, vse, kar je poslovenjeno, je tako izumetničeno slišati, da je raje, kar angleški izraz uporabljam, demand pool, se pravi preveliko povpraševanje, ker imajo ljudje preveč denarja, preveč narekovaj, nikoli nima noben preveč denarja, ampak če za to nimate kaj kupiti, ga je pa preveč. In potem seveda cene rastejo in to je inflacija. Bolj nekako razumemo cost push inflacijo, to je pa večanje stroškov in zdaj pa sila nevaren teren, stopam, to, kar sindikati zahtevajo in normalno, da to zahtevajo, posebno še, če domači proizvod raste, povišanje plač je za podjetnika to samo zviševanje stroškov. Še država zraven kaj prilepi,
in je to že zopet eden možnih vzrokov za inflacijo. V kapitalističnih državah se tega zelo bojijo. Zdaj, ko sem omenil cost push inflacijo, sem že stopil na precej mehek teren, namreč ideoloških interpretacij, in vse naslednje teorije inflacije so zelo ideološko pogojene, pa jih zato raje pustimo pri miru. Se pravi, samo o kvantitetni teoriji denarja bomo. Še nekaj pojmov, ki jih bom uporabljal, da vemo, da skupaj razumemo, kaj govorijo. Deflacija je pa nasprotni pojav od inflacije. Če je inflacija preveč denarja v obtoku in zaradi tega potem cene naraščajo, je deflacija premalo denarja oziroma vedno se manjša in zaradi tega se cene nižajo. Potrošniki bi bili lahko zelo tega veseli, proizvajalci pa absolutno ne, ker se jim profiti manjšajo in tako naprej in potem krčijo proizvodnjo, odpuščajo delavce in pridemo v tako imenovano deflacijsko špiralo, ki se je pa vsako gospodarstvo veliko bolj boji kot inflacija, ker je tudi znatno težje odpraviti. O deflaciji ne bomo praktično nič govorili, zgodila se pa je v veliki krizi v ZDA. Potem dovolj moderni izraz, star 50 let, je pa stagflacija. Doslej smo govorili o rasti gospodarstva, pa o večanju količine denarja v toku ali kar recimo denarne mase. Stagflacija je pa primer, ko gospodarstvo ne raste, se pravi ni večje proizvodnje, ampak cene kljub temu ne raščajo. In to je pa ena takšna precej moderna situacija, ki se jo ekonomisti in tisti, ki se ukvarjajo z ekonomsko politiko, kar bojijo. Ves čas govorim o količini denarja v obtoku in jasno se zdaj pa vprašam, pa koliko se fraka pa je tega denarja treba imeti v obtoku, da ne bo nevarnosti preveč premalo in tako naprej. Mirno lahko zatrdim, da tega pa noben ne ve, koliko denarja točno treba imeti. Tako na okroglo bi rekli, ja, toliko, kolikor je ustvarjenega, ker ustvarimo v nekem gospodarstvu v enem letu količino dobrin, ki jo imenujemo, če bi to nakup nalagali, ne pa nič skupaj jemali, bruto domači proizvod. Se pravi, denarja ne bi bilo toliko v obtoku, da se vse menjave dobrin, ki so v tem kupu bruto domači proizvod, lahko opravijo. Čisto vsi, ki smo delali, še delamo tako, da je statistično to zabeleženo, prispevamo na ta kup. Čisto minil je, skoraj da čisto, minil je čas, ko proizvajamo sami zase. Tisto, kar gospodinja doma dela, ne šteje k statistiki, recimo priprava kislih kumaric. Statistika tega ne beleži. Vsi tisti, ki pa proizvajamo in smo potem zato od družbe, bolje ožje rečeno, trga nagrajeni za to, pa proizvajamo. Samo jaz zase ne, vam garantiram, da še v življenju nisem stal v kotu in si 10 minut predaval. Mislim, ni, ne, to. Kmet, ki pridela 50 ton krompirja, jih mogoče poje njegova familija 200 kil, pa še to je zelo vprašanje. Temu, da porabite svoj proizvod, ki ste ga ustvarili, pravimo naturalna proizvodnja. Nekoč je bila naturalna proizvodnja tako rekoč 100-odstotna, zdaj je pa že zdrsila res proti nič. V Sloveniji med 0,2% porabijo proizvajalci tega, kar sami proizvedejo. Torej, denarja je treba toliko, kolikor je velik bruto domači proizvod. In sicer zdaj dajmo pogledati, kako je to sestavljeno. To vsi na veliko uporabljajo družbeni proizvod, to je neobstoječa kategorija po sedanji statistični nomenklaturi.
Najbolj pogosto je uporabljal tisti, ki je podpisal dekret, da to ne obstaja več, ampak da je bruto domači proizvod. To je bil pokojni, vse najlepše v njem, dr. Janez Drnovšek. Enkrat ni prav povedal. Torej, proizvajamo in ta del, ki gre potem skozi proizvodni proces, seštevamo in to imenujemo bruto vrednost proizvodnje. Ta je tale spodnji del. Ampak mi ne porabimo tistih umestnih proizvodov, ampak samo končne proizvode. In recimo, da končne proizvode mečemo na tale kup, na takle kupček, ta kup pa je bruto domači proizvod. Oziroma, to je seštevek dodanih vrednosti. Tu je bilo treba posebej predavanja imeti, kot imamo študentov na fakulteti, da bi se detaljno čisto razumeli, ampak tale stvar ne gre v potrošnjo, razen v tako imenovano vmesno, kot bomo zdaj videli, porabimo samo tisto, kar je za končni namen ustvarjeno, torej končno potrošnjo, oziroma seštevek dodanih vrednosti. Koliko je pa zdaj treba denarja? Jaz sem rekel toliko, da se vse tole zamenja med proizvajalci in potrošniki, ne, še več ga je treba. Ker tole, kar se tukaj dogaja, v proizvodnji tudi treba financirati, ne? Se pravi, treba tudi denar za to imeti. In zato sem rekel, noben bog ne ve, koliko je pravzaprav točno ga treba številko. Bruto domači proizvod je namenjen trem stvarem, in sicer za našo potrošnjo, ki pravimo osebno potrošnja, potem imamo tule investicije, to je potrošnja produkcijskega sektorja, in pa ta delček, recimo, je pa tisto, kar porabi iz tega kupa država. Ja, mogoče samo še tole. Jasno, da nismo Robinsoni na samotnem otoku, povezani smo s tujino in z tega kupa, ki mu pravimo bruto domači proizvod, gre v tujino naš izvoz. Iz tujine se kup veča zaradi našega uvoza. Štejemo, da je izvoz nekaj pozitivnega, uvoz pa nujno zlo, bi rekli, ne? In Slovenija že kar nekaj časa, da je paradni konj razvoja gospodarstva izvozni sektor, se pravi, da imamo že kar nekaj časa nekšen, ne posebno gigantski, ampak kar zapažen presežek izvoza nad uvozom. Ta razlika tudi gre v bruto domači proizvod in je tudi zato treba imeti denar. Je pa treba nekaj povedati. Rekel sem, da je načeloma treba toliko denarja, koliko je menjav proizvodov v kupu bruto domačih proizvod, do končnih potrošnikov, do investitorjev, do države. Samo, dajmo zdaj malce, morda celo preveč preprost primer vzeti, da razložim, kaj je obtočna hitrost denarja. Vzemimo, da imamo 1 evro, ki smo ga dobili kot del plače. S tistim evrom gremo in kupimo kruh, ki stane 1 evro. Kaj bo naredil trgovec s tistim denarjem? Verjeten bo ga plačal peku. Kaj bo pa pek naredil? Ja, plačal kmetu za pšenico. Kaj bo pa kmet naredil? Ja, nič, spet bo nekaj kupil, ne? Ali pa ga nesel v banko. Kaj hočem s tem povedati? Kos denarja, denarna enota, ne upravi svoje funkcije menjave enkrat na leto samo. Ampak isti kos denarja upravi to funkcijo menjave večkrat na leto. In zato pravimo, kolikor je teh menjav, oziroma, dajmo reči, strokovni izraz, transakcij, toliko krat manj je treba denarja, ker vsaka enota večkrat svojo funkcijo upravi. Se razumemo. In temu potem pravimo transakcijska obtočna hitrost denarja ali pa
kar transakcijska hitrost denarja. Ja, kolikrat pa so pravzaprav te transakcije, tako da se menjava. Recimo, dobimo plačo, vsak evro od plače namenimo neki drugi stvari. In tisti, ki te naše evre dobijo, ga recimo dajo v banko. Ko dobimo drugo plačo, dobimo iz istega kupa, ki se je napravil v banki. In že spet ista enota, tokrat skozi bančni sistem, pride do nas in naredi podobno stvar. Torej, kolikokrat potem pravzaprav ugibamo, pa ne slabo, opravi denarna enota svojo funkcijo. Tolikokrat, kolikor dobimo dohodek plačan. Dobimo ga pa recimo običajno 12-krat na leto, to je zdaj že kar po večini sveta. Ko sem bil še študent na praksi v Angliji, sem pa dobival tedensko plačo. No, ampak se pravi, da bo dohodkovna hitrost denarja 12. Torej, ena enota 12-krat funkcijo opravi, koliko jih je potem treba v gospodarstvu. Ne toliko, koliko je bruto domači proizvod velik, ampak 1/12 tega je že zadost. Torej, tisto začetno, ko rečemo lepo, toliko denarja je treba v toku, kolikor je bruto domačega proizvoda, smo zdaj oklestili na raven potrebne količine denarja, ki upošteva tudi dohodkovno obtočno hitrost denarja. Jasno, da vsega dohodka ne zapravimo, Slovenci smo kljub fantastični krizi še en v vrhu svetovnih varčevalcev na prebivalca, se pravi, da tistega denarja ne jemljemo, ki ga imamo v banki, in zaradi tega se potem obtočna hitrost denarja malce zmanjša, in je treba tudi računati za to, da je treba denar, ki je namenjen varčevanju, ustvariti. Dobro, mislim, da smo zdaj si tele pojme nekako pogledali. Torej, tole je kup bruto domači proizvod, pa spodaj vmesna potrošnja, vse skupaj je vrednost proizvodnje, ampak denarja ni treba tako velik kup, ampak tolikokrat manj, kolikor je obtočna hitrost denarja. V redu, ja, smo nekako na isti poti. Ne gre pa samo za bruto domači proizvod, tiste škatlice od spodaj nimam narisane, pa denar, zdaj pa pride še menjava s tujino, se pravi, da je treba upoštevati, da je treba tudi količino denarja, s katero se financira razlika med izvozom in odvozom, v kateri sem prej govoril. In kaj sedaj? Zdaj je treba najprej točno vedeti, koliko je bruto domači proizvod, koliko je treba denarja za vmesno proizvodnjo, kakšen je obtočna hitrost denarja, da vemo, kakšen je kup denarja za notranje potrebe, potem je pa treba še vedeti, koliko je denarja treba za pokrivanje izvoza in uvoza, oziroma bolje rečeno razlike. In če to ni isti denar, ker je zdaj že spet vse drugače, kot je bilo v naši mladosti, ko smo imeli svoje denarno območje, jugoslovanski dinar pa slovenski tolar, zdaj smo pa del evra, je to, kako pa jaz vem kaj, Tomaž Šalamun bi rekel, zakompliciran v božjo mater. In klobuk dol našim uslužbencem Banke Slovenije, če znajo mojstrsko obvladovati, kako je z denarnimi tokovi v Sloveniji. In mislim, da to kar znajo. Treba je reči, da so vrhunsko znali, ko je bilo velika potreba pod guvernerjem Arharjem, ko smo se pripravljali za vstop v ekonomsko in monetarno unijo oziroma v evrsko območje in je vse delovalo tik-tak. Za tisto leto, če se spominjate, smo bili eni 5 kandidatov, treba je bilo izpolnjevati 5 maastrichtskih kriterijev in bili smo edini, ki smo jih izpolnjevali. Litva je prosila, če lahko enega popustijo. Iz Frankfurta je bil takoj odgovor, ni govora. Tako da smo edini to izpolnili in skratka, kolegi so znali to narediti, kar sploh ni lahko. Dobro,
Zdaj pa še nekaj, kaj lahko imenujemo inflacija, kaj je prvi pogoj, da inflacija sploh nastopi. Ne vem, koliko ste bili na tistem predavanju, ko sem govoril o zgodovini denarja, to mogoče kdaj v prihodnosti ne bilo odveč malo ponoviti tisto predavanje. Denar ima nominalno vrednost in realno vrednost. Realno vrednosti ponovadi pravimo kupna moč denarja. To se pravi, kaj se da za ta denar kupiti. Nominalna vrednost je pa na denarju natiskana. Zgodovinsko, ko je bil denar narejen iz dragocenih kovin, je bila vrednost kovine ekvivalent vrednosti proizvoda, za katero ste to kovino dali, da bomo pogojno reči zlatnik dali. Tista stvar je bila vredna zlatnik. Ampak že od vsega začetka, ko so začeli delati kovani denar, so ugotovili cel kup nerodnih stvari. Recimo zlato, najbolj iskan denar, ki je bil zelo redko v obtoku. Ni tako, da so kar cekini žvengetali, sploh ne. Vsak ga je doma držal. Okolje pa bakren, pa bronast, pa železen denar, cinkljav. Goljufali so pri tem čistini kovine, iz katere je bil denar narejen. Mogoče se spomnite iz kakšne literature, da so v srednjem veku, morda še celo kasneje, v zlatnike grizli, ker je lahko dosti mehka kovina in so preskušali kar tako na pamet, ali je denar zaupanje vreden s tem, da so vam ga ugriznili. Potem je pa nastalo, denar ne moreš ugrizniti. Ni čist res, ne, na vse zadnje banko lahko tudi pogoltnete. No, zdaj pa, da bi zaupanje v vrednost, torej čistino kovine, pravo težo obdržali, so tisti, ki so denar izdajali, to se je pa zelo hitro skrčilo samo na vladarja neke države, dali gor pečat. Ta stvar je vredna toliko in toliko. Vladarji sami so začeli delati to, da so dali pečat, da je vredno toliko in toliko, v resnici pa ni bilo toliko in toliko vredno, ker je bila slaba zlitina ali pa prelahek kovanc in so potem tiste množico kovancov tehtali za kontrolo, ali je kaj ugolfan ali ni ugolfano. Večinoma je bilo. Torej je nastal razkorak med deklarirano nominalno vrednostjo denarja in dejansko vrednostjo zdaj kovanega denarja. Dokler je bil kovani denar v obtoku, zdaj menda manjka 1% denarja, ki je v obtoku, so kovanci. Skoraj nič, ne. Je bila možnost tega razkoraka in goljufanja. Žal mi je, ampak vedno bolj sem nekako prepričan, da smo narejeni iz testa, ki je nagnjeno v goljufanju. In kaj se je to skozi zgodovino dogajalo? Bolj, ko so goljufali, dolgo časa mi je kar uspevalo, več koristi so imeli od tega, ker je bila razlika med deklarirano oziroma recimo nominalno vrednostjo denarja in dejansko vrednostjo. To je pogoj za inflacijo, ta razkorak, ker lahko napišete, da je to blazno veliko vredno, v resnici pa nič vredno. Druga stvar je pa, če dejansko, gremo kar na primer kovanega denarja, še iz plemenitih kovin, se poveča količina. Potem se bo tudi zgodilo, skozi zgodovino enkrat v šokantnih časih, bomo čez par minut prišli do njih, da so cene porastle. Kako učimo na ekonomski fakulteti študente? Kaj je cena? Cena je denarni izraz vrednosti. Se pravi, če cena narašča, je to takoj znak, da je preveč denarja v obtoku. Če je ravno prava količina denarja v obtoku, bi cena morala biti skozi enaka, stabilna. Zdaj pa, tule je iz literature sem pobral
različne inflacije, to se pravi večinoma, da je prišel nov val zlata v neko državo ali pa kasneje še bolj pogosto srebra, proizvodna, tisti, ki so delali klobuke, pa čevlje, pa tako niso o tem nič vedeli, ampak začutili so pa, da so kupci pripravljeni plačati več za par čevljev pa za klobuk in so zato ceno zvišali. Zaradi tega ni bilo čisto nič več klobukov v gospodarstvu, samo ker je bilo več denarja, so cene rastle. Dobro, tule imamo še iz starega veka, to je moralo biti proti inflacijam našega časa, otročarija, hrana za dojenčke, vse skap nič, ampak tako, da so zgodovinarji zadovoljni, da imajo pregled, kaj se je dogodilo v zgodovini inflacijskega, potem recimo imamo tule 6. stoletje pred našim štetjem, v Babiloniji 400 do 500 odstotkov zvišane cene, Bog si ga ved, kako so to našli, pa so zapisane, pa so potem nekaj ugibali, da je takšen dvig bil. Dvig je bil pa se nalaž, zato ker so proizvajalci zlata, ki jih na evropski celini praktično ni. Kje so največji proizvajalci zlata v Evropi danes? Ja, dobro, če je to Evropa, ne vem, če je v evropskem delu, ampak ja, Slovaška menda ima tudi nekaj, pa Srbija, ne pozabiti, Bor, Majndapek, menda en promile jalovine je zlato v Boru. Nekje sem to zvedel. No, pa je, da so tudi že prej nagajali Asircem Feničani, s tem, da so večje količine srebra pošiljali in s tem majali njihove cene. No, tule je pa temu naredil konc Aleksander Veliki. V enem drugem predavanju sem omenil, morda se bo kdo spomnil, da je bil Aleksander Veliki prvi, ki je za znak kvalitete denarja, torej kovanca, dal svojo sliko. Drugi so dali razne križčke, perosce, pa ne vem kaj vse, on je dal pa svojo sliko. In potem je postalo kar precej običajno, da je slika vladarja na kovancu in denarju. Mimo grede, francoska revolucija, francoski kralj Ludvik XVI, ko je bil odstavljen, je pobegnil. Pobegnil je v kraljevski kočiji, tako da je vsak videl, da kralj beži. In potem so ga ustavili, ampak šele tam na današnji belgijski meji, zato, ker je poštar ga spoznal s kovanca. Rekel, ja, to pa kralj. In so ga prijeli nazaj, pa izpala celo družino. Tule imamo potem konec časa pred našim štetjem. Malo se izogibam, pa ne iz ideoloških razlogov. Pred Kristusom, pa po Kristusu. Enkrat me je tule gor, ko smo bili doktor Nataša Polobova popravila. Ni se rodil kot Kristus, ampak kot Jezus. Pa vemo, da se je rodil 5 let, preden se je rodil. Pa takih, nekaj nerodnosti je šteti po Kristusu, pa pred Kristusom. Skratka, Rimska republika je naredila začetek tega, kar je Julij Cezar tudi, mislim, nekako dokončno, še bolj pa prvi cesar Avgust naredil denarni sistem. Prej je bilo to tako, kar naključno imena pa odnosi med različnimi kovanci, kakšne vrednosti so, zdaj pa tu bil cel sistem, ki ga pač omenimo smo. Tega sistema so se kasnejši rimski cesarji, zdaj že govorimo v naše štetje, zelo držali, goljufali so pač pri vsebini, pri kvaliteti kovinske zlitine in tega goljufij se je nabralo tako, da je do konca 3. stoletja ta naš, ne rojak, no, dalmatinski kompatriot, no, recimo, Dioklecijan, rekel, zdaj pa tega dost, določil je najvišje cene, torej ni zamrzno cen, ampak maksimiral, kot pravimo,
in določil je višino plač javnih uslužbencev. To bi ga morali naši sindikati malo preštudirati tisto mogoče. Tako kot vsak tak ukrep je to zaleglo nič. Ker takoj, ko je Dioklecijan šel z oblasti, je bilo tega konec in je že spet naprej divjalo goljufanje. Malce po Dioklecijanu, 20-30 let, je pa edini, ki je od tetrarhov 4 sovladarjev Rimskega cesarstva ostal, Konstantin, pustil stari rimski sistem, imena so sicer še kar ostala in je upeljal novo denarno enoto solid. In sold, pa soldat, pa podobne besede so iz tega solidus, solidus latinsko pa pomeni čvrst, trden, torej zaupanja vreden denar. To je upeljal Konstantin, tako kot je Konstantin upeljal tudi krščanstvo kot vzporedno religijo v rimski imperij. Zdaj, srednji vek, ko je zahodnega rimskega cesarstva konec, je konec velikega trga, konec gospodarske rasti, nastopi mračna doba, mogoče niti ni bila tako strašno mračna, kot si predstavljamo, ampak bil je pa en vrhunski nered na ozemlju zahodnega rimskega cesarstva, nastal naenkrat vsaj 20 državic, vsaka večja od današnje Slovenije. In vsaka je imela neke svoje denarje, brez kakršnega koli reda. Potem so pa Franki, ki so postali dominantna sila v zahodni Evropi, konec koncev svoje kraljestvo razširili praktično skoraj na vso Evropo, razen Španije, Skandinavije, Velike Britanije, pa centralne Evrope, pa je bilo vse eno kraljestvo in treba je bilo narediti red. In človek, ki je bil nepismen, imamo sicer njegove podpise, ko so mu roko vodili, tako pišejo njegovi biografi, da se je podpisal, je pa bil fantastično dober administrator ali pa je znal zelo dobro organizirati administracijo in je poleg cele vrste reform, ki jih je Karl Veliki upeljal, tudi upeljal denarno reformo in od takrat naprej je bil precej red. Kar nekaj časa, lahko bi morda govorili o stoletju, dveh, potem je pa že zopet stara zgodba, ne? Udari narava na dan, kakor bi ne hoteli, in v začetku 14. leta veliko božansko komedijo, pedantija in, ne bomo verjeli, noter je celo inflacija omenjena, torej vse prisoten pojav in Dante je postal mojstra, kakorkoli že, Adamov peku, ker je koval firenčki, torej iz Firenc, forint 21 names 24 predpisanih karatov zlata. Peku. Za taka dejanja je bila takrat zagrožena smrtna kazen, nisem pa zasledil, če je bila kdaj izvedena. Ne samo to, da so to zaradi nagnjenosti goljufanju delali, v letu 1444 francoski kralj Filip Lepi uradno napove inflacijo oziroma devalvacijo tistega svojega denarja. Torej, prva tako znana uradna monetarna devalvacija. Zakaj? Ker je to že začetek stoletne vojne, 100 let trajajoče, in je potreboval večjo količino denarja, koliko se je pri tem zavedal, da bo potem pa tudi raven cen narasla in da na koncu ne bo od tega nič. Ampak prvi trenutek je pa pobral smetano, kot bi rekli, in imamo tu sedaj Filipa kot začetnika namenskih devalvacij oziroma namenskega začetnika inflacije. Vse druge inflacije so bile pa prej bolj spontane.
1413 leta sta dve ukaza francoske administracije, ki je poskušala pa zdaj tole nekako umiliti in ukazala stabilizacijo denarja. Prva nekaj dosti zalegla, druga pa že malo bolj, kljub temu, da je bila 100-letna vojna in sistem Karla Velikega počasi prenehuje v Franciji, kjer je začel in je bil uveden frank, vemo celo, da 5. decembra 1360. Denar je postal relativno stabilen. Nekoč sem bil na nekem posvetovanju zgodovinarjev, ker so kolegi zgodovinarji govorili o cenah, ki so razvidne iz piranskih notarskih knjig iz 13. in 14. stoletja in so se čudili, kako to, da se v dobe, ki se pokriva, cene niso nič spremenile. In res, par stoletij se splošnem cene niso nič spreminjale. So bile pa fantastične razlike z današnjega vidika. En zveščič, pa ne vem, koliko listov je imel, mogoče 8 listov, vsega skupaj, je bil vreden 20 litrov vina. Si predstavljate uboge dijake, učence, kako drage zvezke morajo kupovati, pa se že zdaj pretočujejo. Potem se pa zgodi nekaj nepričakovanega. Tisto, kar so sicer hoteli, potem pa, ko je bilo tu, pa niso več hoteli. Dostikrat je tako, ne? 15. stoletje, zdaj je že kar jasno, da je Amerika. Krištof Kolumb je prišel tako rekoč z nič zlata nazaj svojih 4 potovanj, potem pa se osvoji Jukatan, pa Mehika in na koncu, ko se pa še osvojeno Inkovsko carstvo v Peruju pa Boliviji, kjer je pa cegalo še bolj veliko, dotok zlata. To je tista druga vrsta inflacija, ne ko je razkorak med nominalno vrednostjo denarja pa dejansko vrednostjo denarja, ampak je prišlo velika količina zlata. Zaradi tega je bilo na začetku denarja precej več, kot so bili vajeni, in kaj se je zgodilo, proizvodnja se temu ni prilagodila, torej so zrastle cene. In zgodilo se je tisto, kar je stoletja mirovalo, torej rast cen, in zgodovinarji imenujejo tista doba revolucija cen. Samo cene so se podvojile v 120 letih. Silna inflacija morala biti, ampak sodobniki so pa kar dobro vedeli, da se nekaj dogaja narobe z denarjem. Da imamo približno občutek, koliko zlata je to prihajalo v Evropo iz Amerik. Uraden uvoz je bil samo skozi eno pristanišče, to Cadiz v Španiji, ker je bila razen tistega brazilskega konca, ker pravzaprav niso še nič kaj posebnega našli v tistem času, medtem ko v španskem koncu pa velika bogatstva. Edina dovoljena luka za uvoz zlata. Angleži so pa kradli, pa znamo Sir Francis Drake, pa Walter Raleigh, pa podobne osebe, ki so naredile s krajo španskega zlata Anglijo bogato. Največja količina izmerjena uradnega uvoza zlata je bila, čisto točno ne vem, ampak precej pa ja, 5800 kilogramov preračunano v sedanjo težo. Zlato ima koliko atomsko število? Mislim, da 198, kar pomeni, da je kocka s 10 centimetrskim robom, kubičen decimeter zlata tehta čisto malo manj kot 20 kilogramov. To se pravi, da je tistih slabih 6 ton, še pol kubika ni bilo veliko. Je pa bilo solidno, ne? Ste rekli, pa kako so za vraga, ko so Moctezuma, da je pravo ime za Montezuma, sicer znanega, pa inkovskega vladarja, so tudi odkupili tako, da so njegovo ječo napolnili zlato. Mislim, tistega zlata bi bilo
za 1/100 tega, kar ga je sploh na tem planetu. Ne, vse figurice so bile votle. Ko najdejo zlate petelinčke, pa take stvari, to je vse votel, to je iz pločevine izoblikovano. Dobro, skratka, revolucija cen, ekonomisti to imenujemo zlata inflacija, tako, za zabavo. 1622 je že kar 6. leto 30-letne vojne. 30-letno vojno tudi v veliki meri financirajo z inflacijo. Takrat je bilo to popolnoma normalno, da ste vi prinesli ali zlato ali pač neko denarno kovino, mešanico bakra, medenino, karkoli, in so vam v kovnici skovali kovance. Za tisto kovanje ste sicer nekaj plačali in ste imeli denar, ker bakrenega kotlička niste mogli zamenjati, denar pa ja, in se je to dogajalo. V 30-letni vojni je bilo prvič v zgodovini vojn totalna vojna, ki je zajela vso Nemčijo, ne vem kaj še vse, in so ljudje, da so preživeli, da so imeli nekaj denarja, kotličke medenina, ste pa take stvari nosili v kovanje, in to se v nemščini imenuje Kipper und Wieperzeit. Nisem našel kakšnega ustreznega prevoda, sploh nobenega prevoda, je pa Kipper obrezovanje in guganje sprav sem in tja v kotličke pa v denar, pa če je postal manj vreden, pa nazaj kotliček, pa tako naprej. Drugače pa so denarje obrezovali, tako da so tudi malo pogolfali. Zakaj je kovanc v krogu? Večinoma je v krogu, zato da se vidi, če je cel ali pa obrezan. Dobro, tukaj imamo eno silno inflacijo v Franciji. Ta inflacija je bila pa možna zato, ker tisto, kar nisem omenil, ker z inflacijo nima kaj veliko skupnega. Konec 17. stoletja, menda prej že, pustimo Kitajce, prej že Švedska centralna banka oziroma Kraljeva banka izdala papirni denar. Tule je pa nek škotski hochštapler, John Law, prišel v Francijo in prepričal regenta, se pravi starega strica od Ludvika 15. Takrat je bil Ludvik 15. star 6 do 10 let, bil je kralj, ampak za njega je vladal njegov stari stric. John Law je prepričal tega Filipa Orleanskega, da sploh ni problem, denar se natiska, pa bo vse v redu. Natiskali so ga veliko preveč in to je bilo prvi zlom neke banke in tako močan, da Francozi še danes redko kdaj dajo banki naslov bank, ampak so razne societe, pa credillionne, pa ne ve kaj še vse, samo da se izognejo besedi bank. Banque de France sicer ima to ime, drugače se pa še vedno bojijo, pa morda sploh ne vejo več zakaj. To se vleče iz tega časa, ko je propadla centralna banka. Zdaj pa, kot sem rekel, ko je bil kovan denar, ki je imel svojo vrednost, kot kovino, lahko zelo veliko, ne zlato, imel na sebi, na kovancu, znak, kdo jamči za vrednost tega in je potem pri goljufanju nastala razlika med zajamčeno nominalno vrednostjo in dejansko vrednostjo, je pa to pri papirju popolnoma brez ovir. Na papir lahko natisnete karkoli, medtem ko bankovec sam sploh nobene vrednosti nima, menda je strošek tiskanja, tiskar so baje nehali, 500 evrskega bankovca, ki je eden najbolj vrednih, ne vem kaj, v Arabskih Emiratih imajo denar, kosov denarja na tem planetu, ZDA nimajo tako velike, toliko vrednega bankovca, stroški proizvodne tega so menda 37 centov, gor pa piše 500 evrov. Torej ta razkorak zdaj nastaja poljuben in zdaj pa
hvala Bogu, na široko odpremo vrata inflaciji. In tole je asignat iz francoske revolucije, ko so tisto inflacijo poskušali krotiti, zdaj pa imamo inflacije 20. stoletja in tule tudi že v 21. stoletje gremo ena najhujših inflacij Avstrija, presegla jo je nemška inflacija, pa madžarska, potem pa svetovna kriza, zdaj pa vse to, kar se spominjamo, Argentina, Brazilija, Mehika, torej Latinska Amerika, potem jugovzhodna Azija, se spomnite azijske krize. Te krize se tako vrstijo, da že kar prejšnjo pozam zaradi naslednje. Argentina 2002, potem pa Zimbabve. Za dan sem se zarekel, da ne bom kot običajno predolg. Prišli smo v naš čas in od sredine 17. stoletja, bolj proti koncu 17. stoletja, imamo za ZDA podatke, kako se je gibala inflacija. Takrat sicer še ni bilo papirnega denarja, ampak kovinski denar. Tule pa že imamo zelo papirni denar v neodvisnih ZDA. In sicer, pogledajte, tole je inflacija, 10% enkrat švigne čez 30% in drugače pa kar lepo, tole so pa deflacije. In je jedno tako valovanje skozi 400 let ameriške zgodovine. Ameriška valuta je bila v teh časih, dobro, tele so neke konice, ki so jih potem odpravili, ena najbolj stabilnih valut na svetu. ZDA so se razvile po tem, ko je britansko cesarstvo ekonomsko kapituliralo in ga je bilo sploh konec v največjo ekonomsko velesilo sveta, in zato je bilo tudi za njih same Američane izjemno pomembno, da je dolar bil neinflacijska valuta, se pravi trdna valuta. Kljub temu pa vidimo tole gibanje v zadnjih 400 letih. Tole je pa gibanje zadnjih 100 let in vidite, tole je čas velike krize, kakšni so bili ti vzponi in padci v vrednosti dolarja, potem pa se to od 70 let od naftne krize naprej zelo umirja in kot kaže Federal Reserve System, to je centralna banka ZDA, več bank, ki so v sistem povezane, zelo bdi nad vrednostjo dolarja. Tako strašno, da bi se sploh cena, vrednost ne spreminjala, zopet ne. Evropska centralna banka bolj bdi nad tem, evro manj niha kot dolar. No, zdaj pa, če smo rekli, da je lahko porast cen vzrok za inflacijo in obratno, da je lahko povečana količina denarja v obtoku vzrok za inflacijo, torej rast cen. Zdaj ne bomo, kaj je katera stvar je prej in bolj pomembna, kaj dejansko povzroča. Verjetno je neka, kot pravimo, medsebojna interakcija. In tule imamo, kako se je v ZDA v zadnjih 140 letih obnašala inflacija, tule pa kako se je gibala količina denarja v obtoku in vidimo, da je resnično tu neka velika povezava, posebno v 20. stoletju. Zakaj pravzaprav pride do take povezave? Če se poskušamo postaviti v kožo nekega podjetnika, recimo poslovneža, ki ima neko količino denarja za svoje poslovanje. To potem mirno raztegnemo na celotno gospodarstvo, to obnašanje. Pa zdaj vzemimo posameznika. In se odloči, da bo svojo proizvodno razširil. Sam nima denarja. Za tisto razširitev proizvodne rabi denar, se bo tudi več dobrin ustvaril in zato je treba dodatni denar. Ta denar mu da denarni sistem.
ki je v vseh razvitih državah neka samostojna organizacija v vsaki državi, na katero načeloma ne sme nihče vplivati, razen guvernerjev centralnih bank. Dobro, s ekipami seveda. Zdaj pa, če hoče svojo proizvodno razširiti, se pravi povečati bruto domači proizvod, gospodarsko rast, kar ves čas govorimo, mora priti nekaj dodatnega denarja v obtok. In centralna banka, v našem primeru Evropska, pa potem za Slovenijo to razporeja brez guvernerja Slovenska banka, Banka Slovenije, da je vse v redu in prav. Nekaj denarja je že prej obtoku, preden bo ta proizvodna nastala. Ampak bo šla v promet, ker ljudje imajo denar. Ja, koliko je tega denarja? Normalno štejemo za neko naravno stopno inflacije, kot naravno stopno zaposlovanja in podobno. Večinoma so te naravne stopne dejanske stopne v Združenih državah Amerike. Ta inflacija, če je od 2 do 5%, štejejo, da je prav v redu, da stimulira gospodarsko rast, posebej še 2%. Če pa manj, je pa že zavora. Samo kako se pa ljudje zdaj obnašajo? Če pa količina denarja v obtoku večja, se pravi, da je večja ponudba denarja, potem se pa začnejo podjetniki, pa tudi mi kot potrošniki, ampak tu je neka drugačna filozofija, podjetniki obnašati inflacijsko, temu se reče racionalna pričakovanja. On zdaj se odloči, da bo nekaj proizvedel. In tista proizvodnja recimo traja mesec dni. In da bo to potem prodal. Zdaj pa, ker je večja količina denarja v obtoku, pričakuje, da bodo zaradi te večje količine cene zrastle. Ali bo sedaj on prodajal po sedanjih svojih stroških, ali po tistih stroških, ki jih pričakuje. Ja, po tistih, ki jih pričakuje, ne? Dajmo kar primerček, abotno lahko. Mi recimo proizvajamo za 100 enot. Če bomo se držali teh 100 enot denarja, čez en mesec, ko bodo potrošniki pripravljeni plačati 110, zaradi tega, ker je več denarja v obtoku, bomo izgubili, ne? Ker bodo cene višje, ker je 110 v obtoku. Torej bomo že danes proizvajali za 110. In ko bomo šli z našim 110 tja, bodo potrošniki rekli, zdaj pa treba nov denar, da bomo lahko naslednje kupovali. In pride zopet nov denar. In vedno se pričakuje nek nov dotok denarja. Torej se pričakuje inflacija. In ta pričakovana inflacija dodatno stimulira inflacijo. To je ta cost push, ki sem jo prej omenil, pa sem rekel, da bomo mimo grede samo dotaknili se. Izredno komplicirana stvar, ko ji te, ki se ukvarjajo z ekonomsko politiko, niso kaj prav posebno kos. Da bi pa inflacijo, ki se je zgodovinsko nekajkrat pojavila kot eksplozija, kakorkoli že poskušali ukrotiti, so se domislili, več teh poskusov bilo, znamenita je Skandinavska monetarna unija, ki je določila, da se mora ves denar nanašati na tako imenovani zlati standard. In teh zlatih standardov je bilo kar nekaj, Američani so svojega, potem je imel funt britanski, svoj, angleški bolje, svoj zlati standard, tule pa skandinavski. Zakaj je posebej izpostavljen? Zato, ker je bil najbolj trden, čvrst in vse se je nanašalo na torej na zlatje krone. Tole sta dva kovanca iz zlata, ki so bile pravzaprav mera, koliko morajo kovani denarji, vsi tisti papirni, ki se na kovanega nanašajo, biti vredni. Ta skandinavska
monetarna unija je delovala do prve svetovne vojne in po prvi svetovni vojni se pa začnejo te sistemi zlatih standardov majati. Kaj je namreč tisto, kar je narobe pri zlatem standardu? Količina zlata, ki je na razpolago, določa, koliko je denarja. Zlata, prirast zlata, količine zlata je pa znatno majhen. Se pravi, da se gospodarstvo ne more razvijati hitreje. Pri papirnem denarju te omejitve ni. Vi pač daste več papirnega denarja v obtok in je stvar rešena. Ni več vezana na količino zlata. Po drugi svetovni vojni se dobesedno odpovejo zlatemu standardu. 1944 Bretton Woods, če ste kdaj slišali, je dogovor o koncu zlatega standarda, mislim, da 49. leta pa potem ta sistem res izdihne. In če ste kdaj koga slišali, da imamo denar vezati na zlato, žal tisti nima kaj ta pojma o denarni teoriji. Dobro. Tule pa imamo sedaj čas 20. stoletja in Nemčije, Grčije, Madžarske, Jugoslavije in Zimbabveja kot zadnji tak primerek in dejansko hiperinflacija. Količina denarja se je, jasno, da je papirnega, podvojila v kolikem času. Nemčiji 49 ur, 2 dni, da so bile dvakratne cene. Grčiji med vojno sicer 28 ur, Madžarska 15 ur. Madžarska je skoraj da rekorderka v hiperinflaciji zgodovinska. Potem tole pa SR Jugoslavija, SFRJ, ampak Srbija, Črna Gora, R Jugoslavija 16 ur in Zimbabve 25 ur, se pravi, relativno solidno proti Jugoslaviji, Miloševićevi, bolj popularno povedano. Zdaj pa tako, če se vrednost denarja, oziroma nominala denarja, podvoji 15-16 ur, je treba vedno nov denar tiskati, dotiskavati. In zdaj pa nastane silni problem z ličlami. Tule imamo rekorderko, Madžarsko, ker je 15 ur bilo in zdaj pa treba zelo zbrano. 1000, milijon, milijarda, biljon, bilijarda, trilijon, se pravi 100 trilijonov pengejev je bil en bankovc. Da ne bi se ljudje mučili štetjem ničel, kljub temu, da so pikice na vsake 3 ničle, so z besedo napisali, bilo pa za razumeti. Za tale bankovce je dobilo nič, če je kos kruha se dobil. Tule imamo Zimbabve in tako naprej, Jugoslavija, se ni tako grozno slabo, 500 milijard en bankovc dinarjev. Nas ni več zraven pri tem. Dajmo pa pogledati sedaj malce, kako je to bilo videti na bankovcih. Tole so ničle, 100 000 biljonov, prosim v slovenskem pomenu besede, ne angliškem. Biljon v angliščini je namreč milijarda. To so pa naši biljoni. Pengejev, ob toku so bili pa celi 20 dni, tale bankovc. Pogledajte, kako se bi bilo znoreli. Prostor bi bil sicer natiskan, ampak je bilo boljš napisati SAS, biljon, penge. Teh 100 000 biljonov. Tule imamo pa za milijardo biljonov. Tule pa v številki. Ta bankovc ni nikoli prišel v tok, ker verjetno bi bil na 2 dni v toku, pa bi že zginil. Kako so to tiskali, si ne znam čisto predstavljati. Bomo še malo povedali, kakšne so bile anekdote na to temo. Tole je zimbabvejski dolarjev, kjer piše 100
trillion, ampak pozor, to so angleški trillions, ne? Milijarda, 1000 milijard in to je 100.000 milijard dolarjev zimbabvejskih. Mugabe mora biti res prav srečen, ki ima take velike denarje. Tule je pa nemški prava revščina, ne, samo 100 bilijonov mark je tale bankovc bil vreden. Kako je danes z inflacijo? Hiperinflaciji tale trenutek, kolikor vem, ni, sicer bog ve, kaj se dogaja v kakšnih afriških državah. Najhujše več kot 25% letna Venezueli, kar itak vsaj enkrat na mesec slišimo, kakšni problemi so tam, Afganistan, vojna. Za Mongolijo smo bili pa kar malo presenečeni, da tistih 1,5 milijona Mongolov ima tako inflacijo. 1,5 milijona Mongolov na 2 milijonih kvadratnih kilometrov. Tole pa še malce nostalgije, vsaj za generacijo moje in malo mlajše. Tisti, ki se pa še mlajši, se tega ne spominjate. A se, roko na srce, spomnimo teh? Da se spomnimo, ne? Pa še prav velik denar je bil, jaz se spomnim, sem bil otrok, so me poslali v trgovino s 50 para. Ko ne bi kupil, sem sanja, ne? Ko pridem te trgovine, tistih 50 parov, kjer ni bilo, in jaz sem prijokal domov, ne? Tako hudo je bilo, ko si tak velik denar zgubil. Dobre, to je bilo kar nekaj vredno. Ni pa morda več v našem spominu, da je bil dinar leta 1945, torej vrednost dinarja proti dolarju, 60 dinarjev za $1. Tako, ni bilo tako slabo, ne? Tole je še vse tiskano po osvoboditvi Beograda. Tudi tega denarja se moramo spomniti, ne? 44-45 leto smo še potem s temle plačevali, zdaj pa lahko sedim, pa samo pritiskam, ker bo en light show. Tole je 50 dinarjev iz leta 46, pa 100 dinarjev. Mislim, da je 48. leta bil tečaj dolarja 300 dinarjev, iz 60 na 300. Tega se tudi ne spomnimo, ker mora biti vsaj 90 let stari, da se kaj tega spomnili. Tole je 500 din, se spomnimo, ne? Partizana brani jugoslavijanski denarni sistem. Tole pa tisočak. Pa 5000. Predstavljate, se spominjam, da je naš oče bil kot gimnazijski profesor, mislim, da 12.000 din plače. V Kraljevini Jugoslaviji pa 920. Tole so pa naši stari znanci, ne? Tukaj smo pa že odraščeni, ker je to leto 63. Tele pa za 5000 prišel. Spominjam se, ko so se opisali, da je ekonomsko fakulteto 65. leta, 66. leta prišla profesorica znana Cveta Mlakar, če ste slučajno slišali to ime. Kolegi, malo razburjeno. Ko ste, sem videl, da je zdaj inflacija že 40% v Jugoslaviji. Na koncu letnika, ker bi predmestko celo leto, proste pa že 90, to je pa že kritično. No, takrat so tile bankovci nastali, ker je bila potreba. Potem smo pa sešli denominacijo 1:100. Bankovce ni kaj zelo spremenil, dobro, z interneta se potem barve malo spremenil, pa tudi tale projektor malo spremeni barve. Načeloma ne bi bilo pa bankovca enaka, edino se je denominiralo, se pravi, 2 ničli smo brisali in potem, če se spomnite, smo govorili v novih dinarjih cene, ker je bilo v starih treba napisati, in še v knjigah vam cene napisane 100, 10.000, pa 100. No, 20 so upeljali, nam apoen za 20 dinarjev ni bil znan.
potem so pa na novo upeljali to, 50 pa 5000, vidite, da je zdaj enaka bankovca, potem se je nov bankovec za 100 pojavil, kaj je ta neki? Tole je Tesla, ja. Tole je pa, a ni Augustinčič? Tisti, ki v New Yorku, ali kaj? Augustinčič je. Augustinčič je. Ja. No, gospa vredna 1000 din, pa kaj ima? Sadje ima v rok, ne? Tako da se ja bilo videti, kakšni poljoprivrednici smo, ne? Od zadnje je pa sicer en kombajn. Na nekem bankovcu smo pa imeli tovarno, iz katere se divje kadi, kako smo industrializirali. No. Ja, kaj čma, ne? Na koncu je ostal na bankovcu, pa mislim, da je po smrti bilo to, nekaj 82 leta ali nekaj takšnega. No in potem pa se začne po tisti krizi, katere krotiteljica, recimo, je bila Milka Planinc. In takrat je prvič jugoslovanski raj pokazal razpoke, ko ni bilo ne detergentov, ne ničesar, kar je bilo iz bombaža, ni bilo kave, če se spomnite. Skratka, nič ni bilo, no. Toaletnega papirja ni bilo, potem pa grem jaz s enim znancem, zdaj lahko povem po familiji, domov me povabil moj profesor takrat, prav njegova gospa, prav, joj, veste, katerokoli omaro odprem po pralnem prašku zadiši ven. Seveda je to, kar je bilo v trgovinah. Potem je tisti pralni prašek itak, kot večina kemikalij se razgradi, s časom ali ni več prav. Skozi okno sem videl v sosednji stavbi na vrh omare, vsaj pol kubika toaletnega papirja. Vem, če to uporablja še zdaj tizga, ker ga normalni človek ne more to uporabljati. No, inflacija se je začela, mislili so, da bodo s tem, da bodo ljudem dajali višje plače, pomagali ali pa vsaj socialni mir kupili. Treba je bilo seveda z denarjem slediti tistim kreditom, ki so prihajali iz centralne banke in vidimo, tule je že za 100 000 tale dečvica, tule je 50 000 pa 20 000. Višje, ko je znesek gor natiskan, mlajši je obraz. Ja, kaj pa je bilo pravzaprav vzrok take inflacije v Jugoslaviji? Cel kup stvari, okoli katerih so se ekonomisti kregali, takrat sem že bil uslužbenec ekonomske fakultete in se spominjam, sem hodil na različne sestanke in posvetovanja. Za samostojen vir inflacije, kot je znamenita Mara Bešter imenovala to, ko je bila zvezdna poslanka v beograjski skupščini in bila zaradi tega zelo okregana potem od pomembnih tovarišev, je bil sklad za nerazvite. Spomnite? Ti sklad za nerazvite je ogromne denarje požrl, pa se nikjer ni pravzaprav nič videl. Mislim, da še najbolj vidna stvar je bil tisti znani Obrenovac, ko so že ne vem, kaj še vse cementarno ali kaj so enkrat strela, naredili, ko nikoli se ni zagnala. Je to bilo dosti na fotografijah. Potem recimo knjižnica v Prištini, tudi nekaj blazno veličastnega, pa cel kup takih stvari se je gradil, proizvodnje ni pa to nič kaj pospeševali. Drug vir, ki je bil pa, tako da sem bil jaz presenečen, je bila Jugoslovanska ljudska armada, ki je imela ob koncu Jugoslavije 220 migov. Vem, od koga hudiča smo bili tako ogroženi, da je bilo to treba. Samo še čakam, da bo kakšen pametnjakovič v Sloveniji, kakšen alamik kupil, ko bo ravno tako čuk naredil do Maribora, pa bo konc obrambe. En mig je stal menda 21 milijonov dolarjev. Iz česa se je vse to financiralo? Ja, seveda inflacijsko. Ba je bilo tako, veste, kjer je dim, je ogenj, Človek me verjame. Pa je bil Žiran generala dost.
da je telefoniral guvernerju banke, ti nujno rabam toliko in toliko milijard in jih je dobil. Dobar, ne papirnega denarja, ampak knjižnega denarja. Sej, što se isti, kot bi rekli. Tako da to je bilo neokrotljivo. In da bi kakšnemu visokemu vojaškemu dostojanstvenemu oficirju rekli, ti posluši, zdaj ga pa nekaj tupiti. Ne? Kako je pa to v normalnih državah? Tudi danes v Sloveniji, tudi pa smo normalna država, sej smo normalna država. Se posod golfajo, pa tako naprej. Ne? Je nezamisljivo, da bi predsednik vlade telefoniral, recimo, da imamo guvernerja. Guvernerju pa bi rekel, ti nujno rabam 500 milijonov in bi jih dobil. To bi bil škandal, zaradi katerega moral predsednik takoj odstopati, pa guverner, da ga je sploh poslušal kitajskega, ker je monetarni sistem v vsaki razviti državi neodvisen. Edina povelje daje rast bruto domačega proizvoda, oziroma tisto, kar sem prej razlagal. Koliko denarja gre v to. Noben minister, noben general, nič kaj takega. Ne Delors ne more v Frankfurt telefonirati, da rab kaj denarja. Seveda za javne namene. No tako, 50 tisoč, ne, pustite, 500 tisoč, milijon, se spomnimo, 2 milijona, to je še naša skupna domovina. Ne pa 89 leta, 100 tisoč, punčica vredna 90 leta, se še spominjate televizijskega nastopa predsednika zvezdne vlade Ante Marković, kako maha, ravno smešek, ko je bila denominacija 4 ničle brišemo, ena marka je bila vredna 7 din, plače so narasle za 100% od januarja, ko se je to dogajalo, do decembra, tečaj je bil še isti, potem so pa debeli gledali, da so vse devizne rezerve šle, seveda, ko so jih lahko kupili, imeli so pa vedno več dinarjev in so vse pokupili. In kako je bilo potem, tole je zdaj že zadnji zdihljaj, 90. leto, ko so ljudje dobili plačo, so bili čisto srečni, doma imeli, ne, zdaj pa malo prišporali, kje pa, na Ljubljanski trg, pa prodajalkam zelenjave pa paprike in tam je bila divja menjava marke dinarji, potem ste pa z markami hodili nazaj v dinarje zamenjali, ker je bilo v trgovinah nekaj časa prepovedano jemati marke, če se spomnite, samo dinarje. Ne? Ampak so zelo profitirali. Inflacija se je bohotila že v skupni Jugoslaviji, potem pa pridemo konec skupne Jugoslavije, Narodna banka Jugoslavije, gospod Milošević, in ta punčica je zdaj vredna koliko? Milijardo din. Ravno toliko takrat, ko je bila 10 din vredna. Tole je 500 milijard, mislim, da je to Jovan Jovanović Zmaj. Zmaj. In da smo v Jugoslavije in lepih spominov. Tole je pa, kako je bila cena zajtrka v Nemčiji, nemški hiperinflaciji, ki se težko primerja z mađarsko, tudi z jugoslovansko, ko hudo pa ni bilo, koliko je stal zajtrk v isti restauraciji, sicer med 6, pustimo, to je pred prvo svetovno vojno, med 6. augustom in 15. novembrom 23. Od 923 mark na 320 milijard mark. Tisti vici, da so našli vrečo denarja, denar stresli ven, pa vrečo vzeli, ki je bila veliko več vredna, so menda zelo osnovani. To, da so tiskali denarje s temi milijardnimi zneski gor, je seveda, da jim je časa zmanjkalo na bankovce narezati, je tudi znano iz zgodovine, in da so imeli pod pazduho kolud denarja, ko so šli v trgovino in so takole zakotalili pa 17 metrov po, ne vem kaj,
100 milijard bankovcev, ne 17 metrov. Jasno, da je to peljalo totalni krah, kako se pa Nemčija potem vendar nekako izmotala. Zakaj je Nemčija to doživela? Ja, zato, ker so zahtevali nemogoče reparacije v pariškem miru v koncu Prve svetovne vojne in so pač poskušali nekako postrgati iz čist bankrotirane Nemčije z inflacijo. Potem so pa Youngov plan, pa Dawsonov plan sprejeli in so Amerikanci pomagali financirati plačevanje reparacij oziroma se je ustavilo. Preloženo na kasnejši čas, ki ni nikoli prišel, ker je prej prišel, kot slišim neke svoje nemške znance, prijatelje, Adolf Veliki na oblast. Tole je fotografija iz Nemčije, tapeciran z bankovci v hiperinflaciji cenovno ugodnejše kot z običajnimi tapetami. In to so fotografirali enega, ki je bil sam svoj mojster. Mlade generacije ne vedo, kaj je hiperinflacija, tudi mi ne vemo. Ker kako je bilo že pri nas, se spomnite, ste šli v trgovino, kupili zavitek, recimo, mišljam se masla, ki je imel pol centimetra nalepk s cenami. Ker so vsake 2 dni novo ceno gor prilepili, včasih pa niso te stare odstranili, ne? Ali je pa tako bilo, da so samo na te nove cene, te stari kosi so bili pa tam in gospodinje so včasih gledale, koliko je maslo staro, ali bo žarko ali ne bo žarko, ko je imel tisti perforiran datum noter, se tu mende še vedno je ta perforiran datum noter, pa si niso jemali čas, ker tiste treba pozorno pogledati, da tisti razberete, ampak so vedeli, če je bila nizka cena kosa masla je star, če je bila pa visoka cena je pa nov, ne, se rešte visoko ceno mende zbrali. No, mi smo tudi tega bili vajeni, ampak kaj takšnega pa ne. Kako je zdaj? Zdaj smo pa del evra, nič, niti hiperinflacije se ne moramo, še inflacije se ne moramo zmisliti, nič. Hvala Bogu. Jaz sem velik pristaš tega, da smo v coni evra. Koliko je inflacija v evrski coni? 1,8 je bila najvišja nekaj takšnega, kar smo v evru. Drugače pa ni 0,8% nekaj takšnega. Ravno toliko, da gospodarstvo narašča, se pa očitno Frankfurtska centralna banka zelo boji povečati količino denarja v obtoku, ker bi potem morda začelo biti neobvladljivo. Tako da se držite neke ravni, je obvladljivo, ono pa že utegne pobegniti. Najlepša hvala. Izvolite, vprašanje je. Kaj je to količina denarja v obtoku? Količina denarja v obtoku je seštevek vseh denarnih vrednosti, ki so na kovancih, sešteje 50 pa 50 je 100, pa na bankovcih, pa tisto, kar so dali varčevalci v banko, varčevanje, se pravi depoziti prebivalstva, potem so depoziti podjetij, vse, kar imajo podjetja na računu, in potem se pa šteje zraven še v M2 teh denarnih agregatov, kot pravimo M1, M2, M3, do 5 to gre. M2 je ponovadi tisti, ki se šteje za količino denarja obtokov, je pa še vrednostni papirji, ki jih izdajo tisti, ki jih smejo izdajati. Včasih je lahko vsakdo, delnice lahko, samo te niso, obveznice pa so del denarja, ki šteje v količino denarja obtoku. Nekaj je sicer v trezorjih banke, posebej te državne obveznice, ne? Ampak so pa podlaga za izdajanje kreditov, odobravanje kreditov. Torej, vse tisto, kar je kovano, tistega je nič. Manj kot odstotek smo rekli. Potem, kar je bankovcev, kar je že spet nič, ampak tisto, kar imate na svojih transakcijskih računih, se šteje, pa podjetja, kar imajo na računih, pa te vrednostni papirji.
Koliko je tega v Sloveniji? Koliko je tega v Sloveniji? Ali ste, da vam ne vem povedati? Gledate v bilten Banke Slovenije? Tako je, pa tam je mesečni podatki so objavljeni, kako se to spreminja. Karkoli bi rekel, bi se zmišljaval, boljš, da priznam, da ne vem, kot pa da bi na napačnih podatkih. Ne more ga biti zato, ker smo del EU sistema in na Sloveniji. A to je zdaj pa skrivnost. Ni več v biltenu objavljeno. Ja, ampak ni v Sloveniji, ampak je v Evropi. A ja? Tam je rekel, številka je omenjena, koliko je naš delež računsko gledano ECB. Celotni. Ponavadi za Slovenijo je pač tež približno toliko, kar je bruto domači proizvod. glede na celoten. Ja, no to številko vem, mogoče malo zastarelo, ampak blizu tu pa je. Največji delež ima kdo? Nemčija. Mislim, da 38%, Slovenija ima pa 0,43%. Toliko smo težki v Evropi. Kaj menite, glede sindikatov, kaj so dosegali, pa glede minimalne plače, ki ne bi se povečala, kaj bo to prineslo? Zdaj smo pa na Ljubljanskem barju in že čutim vodo, ki mi grejo čevlje. Bog jim požegne. Kaj bo to prineslo? Upam, da ima naša vlada toliko s trdo hrbtenico svetovalce, da so povedali, o finančnem ministru ne vem še nič kaj povedati, da so povedali tako realno številko, ki se jo da realizirati. Mislim, da to ne gre še tja, da bi inflacija bila, itak pa nimamo inflacije več v rokah. Bo pa drugje denarja zmanjkalo, pa je denar.